bistvu prvi sklepi so bili že na krajevnih skupnostih, ljudje so očitno proti, če se pač ne bo nič spremenilo, napovedujejo državljansko nepokorščino. Kako to komentirate? Kakšno je vaše stališče? Verjetno se zavedate, da smo vsi presenečeni v občini Brežice na to odločitvejo, ki je vlada sprejela brez bilo kakšnega posvetovanja z lokalno skupnostjo, da se zraven tega, da se že pripravlja v občini Brežice registracijski center, postavi še azilni center. Dejstvo je, da gre to za dve popolnoma različne dejavnosti. Registracijski center je tisti, ki praktično te nezakonite prebežnike, ki prihajajo praktično vsak dan v našo občino. Saj nekje podatek za januar je bil, da jih je bilo okoli 3300. Je potrebno najprej seveda varnostno preveriti, potrebno je preveriti identiteto njihovo in pa seveda jih tisto najnujneje humano oskrbeti. Potem pa seveda se z registracijskega centra naj bi ti migranti odpeljali naprej, koliko zahtevajo azil v azilni center. Seveda to, da pa zraven tega se še postavi azilni center, pa si mi dejansko ne predstavljamo, kako bo to delovalo, kajti treba povedati, da v azilnem centru so ljudje, ki imajo praktično skoraj takšne pravice kot vsi mi občani, kar pomeni, da se lahko prosto gibljajo, da dobijo celo žepnino, da grejo lahko v trgovino, banko, konec koncev tudi otroci v šolo, zdravstveno oskrbo in dejansko ta lokacija na mejnem prehodu mi ocenjujemo, da ni tudi primerna, tudi z varnostnega vidika, se je to na avtocesti, praktično tam, kjer je postajališče za kamione in podobno. Tudi ocena občine Brežice je, da je takšna odločitev popolno neprimerna za občino Brežice. Se pravi, v bistvu danes želite občinskemu svetu tudi predlagati, da sprejme sklep, s katerim bi nasprotovali sklepu, ki je prejšnji teden naznanila vlada. Kaj se s takim sklepom lahko zgodi, ali lahko izpodbija dejansko pač veljavnost vladnega sklepa, sprejetega vladnega sklepa? Težko verjamem, da ga vladni sklep občinski svet lahko spodbija. Seveda, definitivno pa bo dala na jasno sporočilo, da se begunska problematika na tak način ne da reševati z enostranskimi odloki, brez sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, konec koncem lahko rečem z nekimi dekreti. Takšne stvari se verjetno izvajajo v kakih drugih državah, kjer demokracija in pa humanost ni baš vrednota država. Kakšen sklep ste danes predlagali v sprejem občinskega? V bistvu jaz ne morem reči za to, kajti jaz sem prepričan, da bodo svetniki svoje sklepe predlagati in na koncu se bomo odločili, konec koncev vsak lahko danes predlaga svoje sklepe in kaj bo sprejeto, zelo težko reči. Ali ste še kaj bolj informirani o tem, kako naj bi to izgledalo, kakšne to kapacitete, kje točno bo lokacija? Žal tudi to ne. Vse, kar sem jaz izvedel, sem v četrtek popoldne bil informacijo direktorice urada za migracije, da je vlada sprijela, da naj bi bil v naši občini podružnica azilnega centra. V petek sem tudi govoril z policijo, ki je prav tako rekla, da nima informacij, da je za njih to presenečenje. Prav tako sem poklical tako tudi podžupanja in pa poslanko, ki je iz skupine Svoboda, ki prav tako pravila petek, da potem nikar nič ne ve. Zato smo danes na sejo povabili tako policijo kot direktorico, da predstavi policija najprej seveda registracijski center, kako naj bi izgledal, prav tako pa tudi upam, da bomo danes izvedli kaj več v azilnem centru. Glede, mislim, tako smo pričakovali, da bo tukaj veliko ljudi, da bodo proti, zdaj zgleda, da jih pač ni. Kaj to pomeni? To glas ljudstva, da niso proti? Glede, mi nismo na zadnjega klica, tudi to, da je sploh zelo prišel za nas presenečenje, da so praktično ljudje prišli sami od sebe. Tudi to, da so včeraj bili na krajevni skupnosti, so mu danes še dopovedati, da ni noben od nas jih klical, na nobenega se ne dopri. Ampak kako pa veste, da so ljudje proti potem? Glede, sklep krajevni je bil, vse na koncu tako pa je tako in tako imeli možnost pokazati. Ali bo kaj drugače bi vas vlada najprej obvestila oziroma vprašala o tem, da se strinjate s tem? Glejte, jaz ne vem, ali bi bilo drugače ali ne, kajti pač jaz imam izkušnje iz leta 2015, ko je bila res to izjemna migrantska kriza. Takrat smo bili v povezavi tako z predsednikom vlade, z 3 ministri, s predsednikom države.
Dejstvo je, da v primeru, ko se ponovi ta migrantska kriza, da si ne predstavljam brez sodelovanja lokalne skupnosti in za mene to pomeni, da gre za popolno ignoranco in pa zaupanje v lokalno skupnost. Hvala lepa.